Danes je Luka Koper največje in najuspešnejše pristanišče severnega Jadrana in njenega razvoja ni konec. Luka se razvija na vseh področjih, napovedujejo se podvojitve, celo potrojitve pretovorov. Ampak začetki izgradnje tega pristanišča niso bili tako blesteči. Izgradnje niso podpirale ne državne in ne republiške oblasti. Sprva so jugoslovanske oblasti računale na to, da bo Trst in s tem tržaško pristanišče pripadlo Jugoslaviji. Pogoji za nastanek pristanišča so nastali po podpisu londonskega memoranduma 5. oktobra 1954. Zaradi izgube tržaškega pristanišča je takratna jugoslovanska oblast dobila $25 milijonov nadomestila, ki naj bi bil pomoč pri gradnji nadomestnega pristanišča. A kaj, ko istrsko gospodarstvo ni dobilo niti centa te pomoči? Centralna oblast je namreč podpirala predvsem razvoj Luke Reka in je potencialno novo pristanišče videla kot konkurenco Reškemu pristanišču. In prav zaradi nasprotovanja oblasti so načrti in začetki izgradnje potekali v tajnosti. Tako so 25. decembra 1955 ustanovili upravo za melioracijo Stanjolskega zaliva, čez pol leta pa še vodno skupnost Koper, ki je prevzela nalogo izgradnje pristanišča. Je dobila sredstva za melioracijo Stanjolskega in Bonifike, in Petrinja, takrat zanesnjak te ideje o pristanišču in železniški progi je imel, bi lahko rekli, v kosteh, ne samo v mesu in krvi, ampak imel je pa veliko nasprotovanj, začevši od lokalnih, republiških pa zveznih organov. Na srečo je imel pa tudi določeno skupino ljudi, ki so ga podpirali v teh idejah. Prelomni trenutek je bil pa pravzaprav, ko je v Koper prišel takrat ladja Galeb z Titom in Hruščovom in ni mogla pristati na pomolu pri Kapetaniji, ker je bilo morje preplitko. In takrat so ugotovili, da bi Koper moral imeti en kos obale, kjer bi tudi večje ladje lahko pristale. In takrat se je pri marsikomu miselnost spremenila in so malo preobrnili. Je imel pa Petrinja vse skozi veliko problemov v tem, od republiških zveznih organov za pridobivanje sredstev in tako naprej. Sredstva, ki jih je takrat so dobili, del sredstva, pravzaprav 25 milijonov, ki je ameriška vlada dodelila v Jugoslaviji za med drugim tudi en del za gradnjo pristanišča, ni nikoli prišlo v Slovenijo. Verjetno porabljena je bila za Beograd Bar, za Luko Bar, Ploče, in tako da od tega denarja ni bilo nič. Drugo je pa bilo pomoč Anglije, ki je takrat dala en določeno količino sredstev in nenazadnje so takrat tudi kupili stroje, predvsem bager, Peter Klepec, ki je prišel, seveda v Koper ni mogel priti, je pristal na Reki in je bil v carinskem skladišču na Reki in problem je bil, kako ga pripeljati v Koper. In takrat je Petrinja z pomočjo zanesnjakov prišel do vojne vuje, takrat vojna uprava, do vojaških mornarice predvsem, da je mornarica dala nekaj transporterjev za tanke, da so te težke stroje pripeljali potem v Koper. In to je bilo namenjeno, da se bo melioriralo, kot sem že prej rekel, Bonifika in tu pa še tudi del v Luciji in Piranu. Ampak v glavnem Petrin je bil potem izvoljen za direktorja vodne skupnosti in seveda vse je bilo usmerjeno v to. En kup inženirjev, predvsem inženir Gnus v Ljubljani z inštitutu, to so načrte in projekte že pripravljali, naredili, tako da je potem začelo še malo v Kopru po 3 variantah, kje naj bi bila luka, Debeli rtič pred Triglavom do Semedele in to, kjer je danes, in je prevladala ta varianta, tako da se je to začelo že
56. leta počasi nekatere stvari delati. Seveda s sprejemom sklepa o tem, da se ustanovi podjetje Pristanišča Koper, Pristanišča Koper pa prav zaradi tega, ker so takrat bile tu na obali 3 pristaniške zadruge. V Kopru, Izoli in Piranu. In kasneje so prav ti delavci iz teh zadrug na koncu bili eni od prvih delavcev v Luki Koperpol, oziroma pristanišču Koper. No, seveda, pristanišče je pač se zgradilo, tistih 135 metrov obale, na poseben način. Pač postavljeni so pravokotno na obalo takele stebri in potem so se 21-tonski betonski bloki naredili posebej in so posebni drči, bi rekli, drseli na te plošče, da se je pokrila obala. To se je naredilo meni se zdi, okoli 30-40 metrov dolžine. Na srečo takrat je bil pa tukaj Veliože, to je morsko obalno dvigalo, last Brodospasa, ki je bilo takrat namenjeno za dvig delov, ki so rezali Rex. Ladjo Rex je dvigal te kose železa ven, no in so takrat uporabili, da je to dvigalo potem te ostale bloke postavljalo na to ploščo, tako da se je to šlo dosti bolj hitro, enostavno, Prej že Peter Klepec je izkopal globino od 7 do 10 metrov. Na začetku je ni mogel izkopavati, ker je že skala, na koncu. No, v glavnem, tako da se je naredilo teh 135 metrov obale in seveda 7. decembra 1958 je bila otvoritev Luke Koper. Splošna plovba je poslala prvo ladjo na otvoritev, ki ta dan ni prišla niti nakladati, niti razkladati, ampak samo formalno odpreti luko. Seveda, tu pilotov še takrat ni bilo, kapetan, ki je pač bil na ladji, mogoče malo prehitro in preblizu obale zaplovil, tako da je ladja enih 30-40 metrov pred privezom nasedla in problem je bil to, ni bilo ne vlačilcev, ne nič, no, na srečo je bilo to, da je pa plima nastajala. En remorkerček mali so imeli, ampak kaj, ko so dali tistele takrat sisal vrvi na njega, bi skoraj jo potopili, da bi vlekla ladjo. Sreča bila, da je plima nastajala, da se je ladja že malo dvignila in da je potem lahko vplula in se privezala z približno nekaj uro pa pol zamude. Žal, jaz ta dan nisem bil v Kopru, nisem tega doživel, smo pa bili v Mariboru, smo igrali rokomet in smo to oddajo poslušali po radiu v avtobusu, tako da smo bili ko skoraj tukaj, takrat. Ladja se vse bolj približuje pristanišču in vsak hip bo z nje prišel kapetan ladje. Ljudje z vedno večjim zanimanjem spremljajo zadnji manever te velike prekooceanske ladje. Vsak trenutek pričakujemo, da bodo z ladje spustili na kopno most, po katerem bodo z ladje prišli med drugimi tudi kapetan ladje Mladen Blajki, ter tudi naš reporter Bogdan Tome. Na ladji vidimo kapetana ladje Mladena Blajkija, ki daje svojim mornarjem zadnja navodila za dokončen pristan ladje. Bok te velikanske prekooceanske ladje bo čez nekaj trenutkov se popolnoma prislonil obali. Na področju,
kjer je v zadnjih letih začela izgradnja nove tovorne luke, obstojajo velike možnosti za rešitev tistih problemov našega pomorstva, ki jih danes najbližji luki v Trstu in na Reki ne moreta več rešiti. Ravno tu v Kopru je poudaril na važnost pravilnega odnosa med izgradnjo tistih gospodarskih objektov, ki predstavljajo dolgoročnejše naložbe družbenih sredstev, proti reševanju tistih problemov, ki vplivajo neposrednejše na standard delovnega človeka v današnjih dneh. V zvezi s tem se tudi postavlja naloga vključevanja vseh tistih gospodarskih organizacij, katerih nadaljnji uspeh v največji meri zavisi od dobre organizacije prometa, od razvoja tovornih luk našega severnega Jadrana in v zvezi s tem koprske tovorne luke, da vse te organizacije usmerijo svoja sredstva za nadaljno izgradnjo tudi te luke, za izgradnjo potrebnih skladišč, potrebne luške mehanizacije, žerjavov in tako dalje. Sama izgradnja pomola pa je bil šele začetek. Še vedno sta manjkali dve ključni komponenti, delavci in tovor. Seveda, problem je bil pridobivanje tovora, tudi delavcev. Namreč od vodne skupnosti je okoli 100 delavcev prišlo v novo ustanovljeno podjetje v Luko. Te, kot sem že prej rekel, zadruge iz Izole, oziroma Koprska, Izolska in Piranska so se vključili, so bile takoj 3 skupine in so imele tudi usposobljene kadre, to se pravi, so imeli mantista, vinčmana, kar je bilo potrebno za skupino za delo na ladji. Sicer niso delali na tam malih ladjah, to smo Tarabakoli takrat, Sežana, Devin, so vozili pesek, gramos, premoh in tako dalje za pač trgovine tu in tudi gradbena podjetja, ki so se močno razvijala na tem področju. Ne? No, drugo je pa en del delavcev, ki so doma iz Bistrice, pa okolice Bistrice, bi lahko rekel od Matarije proti Rupi, ki so gravitirali na Reko. In veliko teh ljudi je delalo tudi v Luki Reka in seveda v ladedelnicah in tako naprej. In marsikateri so se odločili takrat, da so prišli bliže domu kot prvo, tu so našli službo in tako, da so že oni, če nič drugega, prevzeli vsaj te funkcije, to so bili recimo vinčmani pa mantisti in druge delavce se je dodalo zraven, tako da smo potem so se formirale skupine. Moj prihod v Luko, v pretovoru in v skladiščni dejavnosti smo imeli, koliko se spomnim, 141 delavcev. Je bilo 8 ladijskih skupin, te skupine so bile takrat po 13 delavcev, na čelu skupine je bil brigadir, to bi danes rekli delovodja, ki je vodil. Tako da so se ti praktično delili na ladji, 6 delavcev je delalo v ladijskem skladišču, 3 so bili na palubi, takrat so bili še parni vinči ali pa začetek električnih, so bili 2 vinčmana ali pač upravljalca dvigal in mantist ali signalist. In 4 delavci so bili zunaj, tako da je skupina štela 13 delavcev. In tako je potekalo delo, ampak problem je bil pridobivanje tovora. In tu seveda je Petrinja, takrat Primož, res napel vse sile in z nekaterimi drugimi sodelavci, ustanovil je komercialno službo, ki jo vodil, mislim, da je bil Leon Garzaroli, sigurno, pri imena mislim, da je bil Leon, in seveda še nekaj drugih, ki so tudi prišli tu in seveda angažiral je določene firme gospodarske, da so tu. Veliko zaslugo pri prvem delu je pravzaprav Zavod za rezerve, na čelu katere je bil Kazimir Mavko, ki je dal zgraditi prvo skladišče, to je skladišče številka 7, ki je danes porušeno, ker naj bi bil potniški terminal. Katastrofa.
pravim jaz. To skladišče je bilo za današnje razmere bodočega potniškega terminala kot nalašč narejeno. In to se ni smelo porušiti, po mojem videnju. No, kmalu zatem je Mavko to skladišče oziroma Zavod za rezerve prodal firmi Centroprom Beograd, na katere čelu je bil Filip Marjanovič. Oni so kupili to skladišče in takoj začeli z svojimi blagovnimi tokovi. Petrinja je z njim navezal ene fantastične odnose. On je imel tudi malo verjetno problemov v Beogradu, ampak je vse utemeljeval, da je uspel preusmerjati določene vrste blaga preko Luke Koper. Ne. No, in nenazadnje mi smo to skladišče se ves čas sklicali Centroprom v skladišče. Ne. No, Mavko je potem kasneje začel graditi, mislim, da 62-63 skladišče Zavoda za rezerve ali depo ga danes imenujemo, ki ga potem Prehrana Ljubljana, če se ne motim, kupila, ampak še zmeraj je Mavko imel tam nekaj prsta vmes, on je pa se kvalificiral in ustanovil firmo Investa in je začel graditi druga skladišča po Luki za tržišče. No, potem so tu začeli prihajati Cinkarna Celje s svojimi rezervarji, potem Centroprom je prišel z jedilnimi olji, takrat Luka. Oni so mislili zgraditi rezervarje za to olje v Splitu, nekaj težave so imeli in je Filip Marjanovič to Petrini enkrat omenil in sta se takoj hitro zmenila in so se zgradili rezervarji na morju, tako rekoč, ne. Na hitro se je to nasulo, tam gor, to je danes vhod v kontejnerski terminal od Prilike. Ne, kasneje so ti rezervarji služili za melaso. Ne. Potem rezervarji za lateks, ne, so se tudi in seveda počasi se je začelo še drugo. Problem je bil pa prevoz. Ne. Železnice ni bilo, ne. Blago je prihajalo v Koper in to cesta ni to prenašala, pa tudi stroški. Začelo se je razmišljati o prevozu iz Kopra do Kozine. In tu so začeli najprej, si je vključila tu Interevropa s svojimi tovornjaki, ampak je kmalu zatem ona to pogodbo odpovedala, vključil se je Slavnik, takrat je imel poleg avtobusnih podjetja tudi tovorni promet in tudi oni so kmalu to odneškali. Ne ostalo je potem na Luki na to, da je Luka šla z posojilom, kupila 20 tovornjakov Fiat N2 in problem je pa nastal zdaj to, 20 tovornjakov za prevoz blaga iz Kopra do Kozine je treba eno količino šoferjev, mehanikov za vzdrževanje to. To se pravi od Prilike 100 ljudi, ki bi vozilo in vzdrževalo te stroje. In to je bil velik zalogaj. Tako najti ljudi na eni strani, na drugi strani pa, če jih najdeš, stanovanja in vse, kar je treba, socialo. No, tako da je potem Luka sklenila pogodbo z avtoprometom Postojna in je potem Postojna avtopromet prevzela teh 20 tovornjakov in pogodbeno se obvezala, da te prevoze iz Kopra v Kozino in iz Kozine v Koper opravljala. V Kozini seveda se je pač naredili določene infrastruktura za rampa, ker ni bila takrat. Zgradil se je celo silos za pretovor sipkih tovorov, takrat pšenice in koruze, ki je prihajal v izvozu iz pač Banata, Slavonije za Italijo. No, tako da je bilo treba pa elevatorje za pretovor iz kamionov se je pretovorilo v eno površino in to v silos in z elevatorjem potem na tovornjake, da so prepeljali to v Koper.
Seveda takrat so bili to tako vagoni kot tovornjaki, niso bili pripravljeni, kot imamo danes. Imamo te vagone za sipke tovore, odpreš loputo, se tovor usuje ven. To je bilo treba v vagonih narediti iz desk, paratoje in obložiti s papirjem, da ni puščalo skozi. In seveda to problem potem poravnanja še tega tovora po vagonu, tako da to je bilo eno mučno delo, ne. No, in tako je pač potekal ta promet, seveda začelo se je in uspelo, da je Petrinja uspel, da se zgradi tudi železniška proga. Tu je nasprotovanje bilo pa veliko, na eni strani Luke Reka, največ pa železnice kot take, kar je bilo nerazumljivo. Železnica enostavno je pogojevala, da mora biti najmanj 1.200.000 ton tovora, da je to rentabilno, oziroma da ni izgube, bi rekli pozitivna nula, ne. No, in seveda tega tovora ni bilo in na srečo Petrinja potem z direktorjem Petrola so se dogovorili, ne, da bi Petrol pač naftne derivate in nafto prevažal preko Luke Koper in seveda s temi količinami teh tekočih tovorov bi se dosegla ta številka in je bilo na hitro potrebno narediti na izlivu reke Rižane, čisto na koncu, takrat pristajalni most in cevovod. V Strminu so se zgradili prvi rezervoarji in nenazadnje je hitro, lahko rečem, za današnje razmere je to nepojmljivo. Če rečem že ono prvo, ne, prvi privez je bil zgrajen v letu in pol. Železniška proga v 3 letih. To se je zgodilo, da ne rečem, ne vem točno koliko, ampak mogoče pol leta ali pa še prej. Tale pristajalni most, cevovodi in rezervoarji na Strminu, da je stekel ta promet tekočih tovorov in seveda s tem se je tudi ne samo zadovoljilo 1200 ton, ampak celo preseglo 1200 ton. In seveda z železniško progo, ne, ki je bila odprta 2. decembra 1967, ne, prvi vlak pripeljal iz Prešnice v Koper, ne, je potem to bilo čisto nekaj drugega. Še to v Kozini so pa tudi se veliko zaposlili prav delavci iz okolice Krasa, Kozine in Brkinov. Tako da potem, ko se je to pač ukinilo gor, so ti delavci večina prišli, nekateri pač in je bilo predaleč, enostavno so šli rajši na svojo kmetijo ali pa našli drugje v bližini doma svojo službo. Veliko jih je pa prišlo v Luko v Koper. Ampak takrat, kot pove Udovič, je bilo delovanje, če uporabimo vojaško terminologijo, gverilsko in delo je bilo potrebno upraviti ne glede na vse. Recimo eden od primerov, ko je Filip Marjanovič prepričal Petrinja, Filipa in Mavko so prepričali Filipa Marjanoviča, da je pripeljal ladjo Luka Botič z 12.000 tonami sladkorja v Koper. To je bilo avgusta 60. Mislim, da je 20. avgusta se privezala. Namreč, ko je ladja prišla na sidrišče, je kapetan ugotovil, da je ugrez te ladje malo prevelik glede na globino morja na 4. in 5. privezu in je odbil plovitev. Takrat Petrinja z 2 kapetani, mislim, da je bil to Velika Vrh, pa ne vem še kateri, splošne plovbe, ne, so mu rekli, če ladjo takoj privežete, pa takoj 5 skupin na ladjo začnejo intenzivno razkladati, ne, je možnost, da ladja ne nasede in da boste uspeli ladjo dvigniti, ne. Je pa v tistem času, kot različnim obdobju v letu,
ne, so večje oseke pa manjše oseke. Ne, in to je bilo glih takrat, da je bila večja oseka. Tako da kljub temu, da je garancijo dal Petrinja, da se bo ladja privezala takoj 5 skupin, 5 ladijskih skladišč skladani, ampak ni bilo tako uspešno, ladja je nasedla. In takrat je bil cel rompompom, ne, od lokalnih do tega. Seveda, ti kapitani so Petrini to kar tudi pomagali, da to ni nič hudega, da za ladjo se ne more nič kaj takega zgoditi, ker je nasedla na blato, na mulj, ali če bi bil pesek spodaj, če je bilo pa trdo skala, pa to je bilo lahko zelo hudo. Ne. No, tako da je seveda ladja pa še malo oddaljena od ladje in na tej ladji imam en strašen spomin. Bil sem še kolega, ki je bil ladijski disponent, je bil na bolniški, drugi so imeli druge ladje, jaz sem ostal tako rekoč sam, da bi to ladjo prevzel. Prinesel sem si v torbi nekaj obleke s perilom, na ladji se dogovoril s kapitanom, da sem dobil kabino gor, začel sem delati, do polovice ladje smo razložili, da sem šel za en šiht ali eno izmeno domov, zamenjal perilo in to, in sem prišel nazaj na ladjo in ladjo končal do konca. Praktično sem jo obdelal kot ladijski disponent v 2 šihtih ali pa v 2 izmenah. Tako mi je velik spomin pustila ta ladja. Po prepričanju sogovornika je največji preboj Luka Koper naredila prav pod takratnim direktorjem Danilom Petrinjo. Jaz ga imenujem oče Luke, ne, in tista tabla, ki je tam dol na potniškem terminalu, ki smo jo pred leti postavili, provizori. Ne, hoteli smo postaviti marmornato ploščo na stavbo kapitanija zdaj, ker je to prvi privez pa to. In nismo našli skupnega jezika z arhitektom, ne. Tako da smo se pol odločili, da smo postavili tole provizorno tablo in marmornata tabla o spomin Petrini z enakim nekaj podobnim, kar je na tej tabli, ne bi bila, se pogovarjamo z klub upokojencev Luke, upokojenih delavcev Luke in Luko oziroma arhitektom, da bi stala na bodočem potniškem terminalu. V 70. letih prejšnjega stoletja je prišlo do delavske stavke v Luki Koper, zaradi česar je odstopil tudi takratni direktor Danilo Petrinja. Delavci so stavkali zaradi slabega socialnega položaja, neustreznih delovnih pogojev, zaradi neprimerljivo slabšega položaja kot v ostalih podjetjih. Kar pa pravzaprav ne sme čuditi. Luki je premanjkovalo državne podpore in s tem nujnih finančnih virov, ki so jih imela druga pristanišča. Nenazadnje Luka Koper predstavlja precejšen unikum v tem, da se je zgradila in razvijala z lastnimi sredstvi. Takrat ta stavka, človek sam ne ve, kaj je bilo na tem. Veste, ko je človek predolgo pa preveč naredi za nekaj, potem to dojadi. Veliko problema je bilo temu, da takrat se je močno povečal promet, veliko delovne sile je prišlo iz drugih republik tudi, socialni problemi, eno reklo med temi delavci bilo, nisem ja došel, da radim, nego da zaradim. In seveda to je veliko tega bilo, velik štrajk je takrat bil, zamrznjene so bile plače, se ni moglo dvigati plač, delovni pogoji so bili nemogoči, lahko rečem, delavci so delali po 2, najmanj tudi 3 izmene, če je bilo treba končati. Ne. Delavci so prišli danes zjutraj v službo, so šli enkrat po noči, jutri v 2, 4, ko se je ladja končala domov. Ne. Pa še veste kaj, jaz kot ladijski disponent smo recimo končali ladjo takrat, veste, kje smo končali? V Triglavu, v baru. Z določenimi ljudmi, ne, ker je res, to smo bili kot družina. Ostaja pa dejstvo, da je imela Luka Koper po koncu mandata Danila Petrinje kontinuirano rast.
Po mnenju Udoviča je razlog v samem delu Petrinje, ki je postavil temelje delovanja Luke Koper in tudi v boljših razmerah na tržišču. So bile pa tudi razmere na tržišču, ne. Luka Reka je bila precej natrpana, ne. Takole včasih so rekli, če ni 20 ladij na sidru v Luki pred Reko, je to malo, nič, ne. In seveda, drugo je pa skladiščne površine, ki Luka Reka ni imela, ne. V Kopru smo imeli to srečo in takrat, kot sem že prej omenil, z investitorji, ki so prišli, zgradili svoja skladišča v Luki, ne, predvsem pa Kazimir Mavko, ki je delal za tržišče in to zgradil skladišče. Luka je pa potem pa še sklenila pogodbo z železarno Sisak za določena skladišča, to so skladišča 60x60, to so dve kolonice in na kredite, da je Luka zgradila toliko skladišč, da je imela možnost sprejema tega blaga v skladišču. Potem pa seveda začelo se je z ustanoviteljem proste carinske cone, ne, in tako, da praktično že 63. je bil sprejet sklep o ustanovitvi proste carinske cone, z delom je pa začela 1. aprila 64. Nenazadnje sem bil v eni skupini takrat šestih luških delavcev in delavcev Luke Reke, carinarnice Reke in špedicije. V Reki smo bili tam 10 dni, da smo nenazadnje pripravili prvi pravilnik o poslovanju v prosti carinski coni. Ne. Žal se tisti pravilnik tako izjalovil, da ni en kup tistih stvari, ki smo mi predvideli, da bi se tu tudi proizvodnja v teh prostih carinskih conah, dodelava, predelava blaga delala, ne, je to bilo kasneje anulirano, zaradi tega, ker so se druge firme v notranjosti, predvsem južne firme, ne, tudi na račun kasneje, ko je Reka odprla, mi smo bili prvi v prejšnji Jugoslaviji, smo odprli prosto carinsko cono, za nami je šele Reka, pol ostali. No, v glavnem, rekli, niso jednaki uvjeti privređivanja. In to je potem na zveznem nivoju, so to nov zakon o prostih carinskih sprejeli, tako da je bilo anulirano in se to več ni delalo. Sicer pa je Luka Koper leta 1977 imela več milijard minusa, zaradi česar je vlada imenovala sanacijsko ekipo z Brunom Koreličem na čelu. Stvar je, pač takrat se je potem ustanovila samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet. Gospodarstvo je zbiralo določena sredstva za Luko, 0,5%, če se ne motim, 3,5% pa za železnico, ne. Ampak takrat vodstvo ni sledilo temu in je enostavno toliko problemov se nabralo, da je leta, mislim, da 77, prišlo do tega, da je Luka naenkrat v polovici leta imela 2 milijarde izgube in takrat je bilo predvideno in se je pač bilo na tem, da bo gospod Jakomin Livio prišel v Luko za direktorja s sanacijskim programom. In jaz takrat nisem bil v Luki, ne, sem bil prav v Istrabenzu, ne. Livio se je lepo izmaknil in svojega namestnika, ministrskega dela, gospod Koreliča so lepo izbrali in ga zadolžili, da izvede sanacijski program, seveda z tudi podporo lokalnih oblasti, da pripravi pač ekipo, sanacijski program in da se izvede, da prevzame vodstvo v Luki s to ekipo in da se poskuša pač narediti, ne. In Bruno res je takrat, med drugim z Dujcem, pokojnim, ne, to, da sta bila prej v Intereuropi skupaj na enem stranu, potem Dujc je bil na občini, Bruno na ministrstvu, tudi
šolsko, že iz fakultete sta imela neke veze tako naprej in sta res sodelovala tako in seveda so tudi sestavili ekipo, ne. Nekatere iz Tomosa, iz Cimosa, mislim, za operativo je bil takrat zadolžen Pavel Marc, tudi pokojni, no in še potem drugi bil Požar za finance, Šegec iz Tomasa prišel za vzdrževanje in pač jaz sem bil pa nekako za pomočnika direktorja operative, ker sta enostavno Bruno in Rudi rekla, celo ekipo, ki smo zbrali, nobeden ne pozna operative, rabimo pa operativca in to si ti. Jaz sem bil takrat v Istrabenzu kot vodja maloprodaje, bom kar rekel, z visoko plačo in za četrtino manj sem prišel v Luko na velike probleme. Pa mi ni žal. Pač določene ukrepe tako povzeli, da to, kar je bilo predvideno, da bo konec leta tako velika izguba, smo skrivali dobiček. Toliko smo uspeli narediti v tistih, lahko rečem, nekaj mesecih. Kar je pa še posebej, ne, da smo takrat imeli smo veliko problemov pri delovnih nesrečah. In smo analizirali te stvari in smo ugotovili, da vzrok teh delovnih nesreč, ki so imeli prvič problem pri samem delu, velike stroške pri bolovanjih in tako naprej, da izhajajo iz neurejenega okolja, delovišča, alkohol, ne, in to smo mi takrat takoj direktor Marc je takoj podvzel na delovskem svetu prepoved alkohola. Vsi so na njega rekli, kaj boste zdaj prepoved alkohola, pa to se mi poznamo pivski, ker so včasih pivo prepovedali v Luki in so en štrajk imenovali pivski štrajk. In zdaj, če boste to je pa sploh, ko bi rekel, prej bil metak, zdaj je to bomba. Ne? Je rekel, če bo štrajk, jaz prvi zastavo v spredje bom hodil. To moramo prepovedati, ker to ne sme biti. In enostavno, Bruno me dan poklical, pa je rekel, glej, ko je manj dela v Luki, je treba, in si zadolžen, od prvega vhoda pa do tretjega gor, vsakokrat skupine in urediti in očistiti delovna okolja. In to smo v kratkem času res tudi naredili in lahko s ponosom rečem, da ko tudi vodim kot vodič skupine po Luki in rečem, da sem jih peljal po najbolj čisti in najbolj urejeni Luki na svetu. Čeprav v miniaturi, ampak je pa to res. In vsi, ki grejo skozi Luko, to priznajo. Da je res urejeno in čisto. Se je pa Luka Koper v iskanju novih poslovnih priložnosti vsaj dvakrat poskušala povezati s tržaškim pristaniščem in se dvakrat opekla. Tržaško pristanišče, pač veste, takrat niti toliko, lahko rečem, v Trstu so imeli enega generalnega direktorja, doktorja Kalautija. Lahko rečem, v Trstu sem zaupal 3 osebam. In to je bil on, doktor, se ne spomnim, pa je bil še Stefanato. V glavnem, to so bili res tudi pošteni, odkriti, da kar so se tudi pogovorili, so tudi izpeljali. Vse ostalo je bilo pa, ne vem, kako bi rekel, fašistično usmerjeno. Ne? Tako da je bil tu kar velik problem. Zato sem nasprotoval jaz takrat, da gre Koralič na drugi pomol. Eden od redkih. In ker sem Koraliču rekel, Bruno, to ti ni dobro. Tam Kalauti je umrl, Stefanato živ, pa še ta drugi, ki se zdaj ne spomnim imena, bil v komerciali. Sem rekel, vse ostalo je pa, ti se ne bo dobro končalo. In tako je na koncu
dejansko tudi bilo. Jaz sem bil prvi tudi zadolžen za odpiranje terminala za sadje v Trstu, ne, ker mi smo bili prva luka za sadje tu, ne. In ko sem začel pripravljati in iskati te dokumente za tole, sem naletel na določene firme, ki naj bi bile tam notri vključene, in sem prišel lepo do Koroviča, sem rekel: Bruno, brez mene tukaj. Zakaj? Sem rekel: zato, ker ta firma, to je bila firma Kleriči iz Genove, rekel: ta ti sleče hlače na hitro. Ne, no, in sem jaz takrat dal tam tole odstavko od tega, je to prevzel Mitja Dujc, je bil v Trstu na tem terminalu nedolgo, ker je se zgodilo to, kar sem predvideval. In enako se je zgodilo tudi potem z 7. pomolom, Molosetimo. Celo generalni direktor iz Luke iz Venecije so ga izvabili, doktor Borela. No, z njim sem se spoznal v Amsterdamu na eni konferenci. Mi smo bili takrat opazovalci že za vstop v Evropsko unijo. Ne? No, in sem mu sva se tam spoznala, povedal v Kopru, dosti je vedel, dosti sem pa še jaz povedal, in sva ostala prijatelja. Med ostalim sem ga povabil tudi, da si pride ogledati Koper, in je tudi prišel kasneje. No, v Luko Trst so ga zvabili, je prišel, in ko je prihajal v Trst, sem ga poklical in sva se pogovarjala, in sem rekel: doktore, ne vem, kako se bo to končalo. V Trstu jaz ljudem ne zaupam. In tudi to se je njemu zgodilo. Je neslavno šel iz Trsta. Sicer je koprsko pristanišče zaradi modernizacije in avtomatizacije delovanja kaj kmalu prehitelo tržaškega konkurenta. To je pa zdaj takole. Tu je pa prišlo do revolucije, če lahko temu rečem, ne. Prvič, prej se je vse to prekladalo ročno. Luka je imela svoj renome in to, imela tudi določena skladišča, kar jih ni bilo zadosti, ampak vseeno. Pa s paletizacijo in s kontejnerskim terminalom, s kontejnerskim prometom se je to razvilo. In bi bilo še bolj v prid Luke, če ne bi prišlo do tiste velike napake Gradisa, ki je gradil v Luki obal, prvi privez na 7. pomolu, ne, ker so, pravilo za izgradnjo obale pri nas v tem mulju je, za 1 meter globine je treba posneti mulj 3 metre v dolžino, širino. Oni so pa izkopali takoj na 12 metrov globine, koliko je bilo takrat predvideno, ne da bi 36 metrov vzeli mulj. In ta mulj je začel pritiskati na pilote in se je obala za nekaj centimetrov zamaknila. In takrat se je bilo tudi po celi Sloveniji govorilo: Luka Koper se ruši. Med drugim, eno takih dezinformacij je šla ven, ne. No, in takrat je bilo treba vse to, takoj bager, Martin Krpan, posnamet tale mulj v notranjosti. Začelo se je tako zvano pilotiranje, protipilotiranje. No, in seveda, takrat je pa tem arhitektom in izvajalcem del toliko strahu pognalo v kri in v kosti, da so to morda tudi malo pretirani s temi piloti in kopiloti, tako da so rekli, takrat je bil pojem recimo DC-10 avion, da to tako trdno, da na ti obali lahko DC-10 pristane recimo, ne. Tako da smo zamudili eno celo leto, mi bi drugače prvi odprli kontejnerski terminal pred Trstom, ne, pravzaprav 2 leti smo zamudili, tako da je Trst bi 1 leto kasneje odprl, je pa nas prehitel za 1 leto. In so oni prvi odprli. In veste, takole je, blagovni tokovi, ko dobijo svojo pot, tako voda, ki teče reka, ki teče po strugi, je težko jo pol preusmeriti, ne. No, je pa potem
lahko rečem to, kar danes med nekaterimi, recimo bivši štrajk, ki je bil v Luki Koper pred par leti, ne, sem jaz rekel, veste, jaz sem bil v taki službi, sem bil najbolj vesel, ko so v Trstu razmišljali o štrajku, pa so organizirali. Takrat so imeli v Trstu veliko tega. Da ne rečem, skoraj mesečno so imeli kakšen prekid in tako dalje. In takrat je, če nič drugega, od ladjarja Zim, direktor predstavništva v Trstu, je bil naški človek, ne, kazal, Viktore, slušaj, imam brod, ovdje se sprema štrajk, da li možeš primiti? In tu je bila naša prednost, da smo nekatere ladje, ki so takrat imeli zaprit v Trst in so tam štrajkali, smo mi in smo s tem pridobili ladjarje. Ne. Je pa nekaj, karkoli smo obljubili, smo morali tudi izvesti. Ni bilo tu, da ne boš izvedel. Na vse mogoče načine, ne povem. Težko je povedati vse, kaj sem počel. Med ostalim, ko so delavci zapustili delo na kontejnerskem terminalu, sem šel na dvigalo in zadnjih 11 kontejnerjev z delavci, ki si jih pobral po luki, da smo naložili, da ladja lahko odšla. Jaz sem na kontejnerskem dvigalu delal. Z osamosvojitvijo države pa za Luko Koper nastopijo temačnejši časi. Namesto, da bi s prihodom kapitalizma dodatno prosperirala, se začne v poslovanje podjetja vmešavati politika. Sicer je dodaten potencialni problem predstavljala tudi izguba jugoslovanskega tržišča, kar pa imelo manjšo težo od pričakovanega zaradi medsebojnega zaupanja, ki so ga stkali v preteklih letih. Ja, za Luko to niso bili dobri časi, predvsem ne najbolj kritično je to, da se pri nas menjajo vlade in vsaka vlada, ki se menja, tudi menja upravo Luke. In to ni dobro. Jaz sem to tudi na skupščini povedal, ne nazadnje, že tisti preobrazba delnic iz prednostnih v navadne delnice imenujem rob stoletja. Enostavno ukradli so delavce Luke Koper, ki so svojim žulji zgradili to luko. Danes je to ni več njihova last, oziroma kot bi morala biti Luke Koper, ampak je to državna last. In da ne govorim, kaj vse je tudi Bruno Korolič doživljal za določene investicije, soglasja, ne, na ministrstvih, ki jih niso dali, pa še danes so nekateri problemi, sicer se malo izboljšuje, ampak to ne gre. Prvič je treba eno tradicijo imeti, če že se menja oblast v Luki, se mora z ljudmi, ki so tu živeli, ki poznajo Luko, ne da pride nekdo od zunaj, zato ker je naš. Glejte, jaz bom čisto smelo rekel, na obali je narejeno 1,5 milijarde škode. Luka Koper, Intereuropa, Istrabenz, če to seštejemo, pa še druge firme, ki so vezane s tem zraven. In to se malo v današnjih razmerah pove. Jugoslovanske trge res je takrat osamosvajanje, pa vojna v Sloveniji je zgubila, ker pač enostavno bojkotiranje, predvsem srbskega gospodarstva, ne, in smo bili veliko vezani na njihov, to, kar sem že prej rekel, Filip Marjanović in tako dalje, kaj sem, mogoče za intermezzo, kako bi rekel, nelogično je bilo to, da recimo kabli v Svetozarovo, tovarna kablov v Svetozarovo, ki jih je izvažala v Ameriko, so hodili s kamioni, z vagoni v Luko Koper. Naenkrat je prišel befel v Beogradu, da to mora iti preko Luke Bar. S kamioni in železnico so vozili iz Svetozareva v Beograd blago, ga v Luki Beograd skladiščili, kontejnerji so šli
prazni iz Kopra v Beograd, se polnili v kontejnerji, železnico do Bara, v Baru z ladjo pripeljani v Koper, v Kopru na ladjo da šlo v Ameriko. To je, sem rekel, to je prav metanje denarja, politično, no. Takole, najprej še to omeniti, da v času vojne je bil problem, seveda, ker Koper, Jugoslavija, vojna, marsikateri koristniki Luke, to se pravi, ki so imeli blago v Luki, takrat smo z Dujcem veliko problemov imeli, on je bil takrat generalni, ne. No, in v glavnem smo prepričevali lastnike blaga, da je njihovo blago tu sigurno, ker so se bali, da bi prišlo do tega, da pač bombardirajo, izgubijo blago in tako naprej. Država je takrat dala tudi eno garantno pismo, ki smo ga delili, ne, in vam lahko kar povem, par komitentov, ki smo z Dujcem bila na razgovoru in da se nimaj kaj bati, enostavno so rekli, veste kaj, pozabite vi to na to pismo, mi na to pismo ne damo nič. Mi damo na vajino besedo, gospod Dujc in gospod Viktor. Če nam vi garantirate, mi ostanemo tukaj, in veliko komitentov smo takrat uspeli, da niso šli iz Luke Koper. Oziroma, kar zelo redki so šli, par, ne. Ampak res z veliko muko, ne. Je pa Udovič ekspliciten pri tem, katera vlada je naredila koprskemu podjetju največ škode. Janševa vlada. Prvič se takrat že preobrazba tega, drugo pa, kar je, ne, je časar v Luki Koper, v Interevropi je bil Lovšin, tako je Bavčar v Istrabenzu in tu, ne. Jaz, po mojih izračunih je to 1,5 milijarde škode. Samo v Luki Koper ocenjujem 500, pol milijarde. Ker Korelič je takrat, ko je zapustil Luko, oziroma je moral zapustiti Luko, bolj bom rekel, ne, čeprav jaz sem ga prepričeval, da to naj ne stori, da raj naj počaka, da mu ni daj odpoved, kot da onda. On je dal odstavko na svoj in moj rojstni dan, 10. julij 2005. No, še pod njegovim vodstvom in veliko sredstev ga ljudje niso marali na enem področju. Zaradi tega, ker je preveč skrbel in ni razdelil, bi rekli, med ljudmi to, kar bi lahko, ker je dal za razvoj Luke. In takrat je bilo prišparanih, mislim, da 200 milijonov evrov za izgradnjo 3. pomola in premestitev kontejnerskega terminala na ta 3. pomol, se pravi, ankaransko stran, ne. Kasneje se ta pač vizija spremenila. No, vse skupaj je tista uprava takrat zapravila, tako da par mesecev Luki Koper delavci, oziroma Luka ni imela sredstev za izplačilo osebnih dohodkov. Problem da so najeli ogromne kredite in če to skupaj seštevem, znese skoraj 0,5 milijarde. Pol železniškega tira. Samo jaz govorim to. Da pa država ravna mačehovsko, če ne celo kontraproduktivno v kontekstu razvoja Luke, je dokaz tudi dolga oziroma predolga pot do začetka izgradnje drugega tira. V vsakem primeru, čujte, ta proga bi morala biti najmanj, eni pravijo 20, ampak jaz pravim, najmanj 5 do 10 let bi že morala biti, ne. In zdaj, gledajte, mi smo takrat, Luka Koper je takrat seveda zgradila tisti industrijski tir, tako imenovan takrat, iz Prešnice do Kopra, to je cirka 30 kilometrov, rečem, z lopatami, krampi, pa s karjolami, ne. Danes pa z vso tehnologijo, pogledajte, gremo daljši rok kot to. Res je več tunelov, ampak
je to nezaslišno. Ne. Samo da se je prišlo do tega, da se je začela graditi. Tu je bil največji problem. Tu je, no, kot sem omenil, prvi privez se je z vsemi dovoljenji, vsem skupaj zgradil v letu in pol. Od 23. maja 57, ko je bil sprejet sklep o ustanovitvi firme, pa do 7. decembra, ko prva ladja vplula notri. Danes bi to trajalo najmanj 5 let. Pritožba na pritožbo. Pa čeprav se je Luka Koper od samega začetka prizadevala za izgradnjo drugega tira, je bil problem v nasprotovanju nekaterih akterjev oziroma v pomanjkanju vizije razvoja ali pa celo v nerazumevanju potreb, ki jih ima tako pristanišče. Kar pa je z vidika potenciala, ki ga Luka ima, pravzaprav nerazumljivo. Vse povsod bi lahko rekel. Ne? Ja, čujte, če pride človek za ministra, pa na hearingu, ne še kot minister, na hearingu reče, da Luka Koper ne rabi 30 do 40 let drugega tira. Kaj vam to pomeni? Mislim, da to vse povedano. Udovič pa poleg Petrinje največ zaslug za uspešen razvoj Luke pripisuje tudi trem direktorjem. Takole, jaz sem prav na zadnji skupščini, ne, med zadnjo takole 6 točk sem imel in v zadnji točki sem tudi med drugim to imel. Sem postavil 3 zelo uspešni, dobri direktorji, no jih je bilo še nekaj zraven, ne, pa ne tako pomembnih, in 3 zelo slabi. Ali pa škodljivi, če lahko rečem temu. In sicer, dobro, Petrinja ne bomo tu šteli, ne, ampak kasneje. Korelič, Dujc in Matič. 3 najslabši pa so po mnenju Udoviča Časar, Zadev in Napast. Ne sme biti presenečenje, da so bili vsi omenjeni tudi politično nastavljeni. Predvsem pa ta zadnji Napast je res. Lahko rečem samo to, da sta sedanja predsednica in delovski direktor, ne, ki sta, kot sem rekel na zadnji skupščini, da si država ne sme privoščiti nevladje za dolg termin, ne, in to je trajalo predolgo, dokler niso spet formirali novo upravo, da sta ona dva res na pogorišču naredila veliko. Lahko rečem, na pogorišču. Ja, Vojko Rotarju. Ja, ona dva sta bila zdaj, ne. No in zdaj sta Vojko Rotar itak, še zmeraj kot delovski direktor, ona pa dobila mandat za upravo. Ne. In to prva ženska in ima, kot lahko spremljam, ki dobro spremljam Luko, ima tudi podporo med kadri. Kar je bilo pa obratno. Napasta enostavno ni. Pa da je dejansko delovstvo precej nezadovoljno, to je bilo še zaradi Napasta ali to še zmeraj traja? Takole, veste kaj, ko nekaj se takega negativnega naredi, potem to malo traja, ne moreš ti tako preko noči. To je proces dolgotrajen, ne gre to preko noči. Na slabo gre hitro. Ne? Tako kot človek, ko zboli. Zboli naenkrat, zdraviti se pa mora leta in leta. In tako je tudi v teh primerih v klimi. Ne. Recimo že analize klime, ki so jo naredili, ne, je pokazala, da je klima v času, ko je bil Napast v Luki, tako negativna, da človek pade dol. Ne. Po domače povedano. Ne. On se pa na drugi strani hvalil, da je to najboljša klima med velikimi firmami, kar ne moreš primerjati. Eno farmacevtsko firmo, pa Luka, ali pa Gorenje, ali pa ne vem kaj. To so tako različne stvari, da to ne moreš ti primerjati klimo v eni taki firmi, pa tu delovne razmere. Tu se dela noč in dan, praznike, vse skupaj. In to moraš drugače. On je mislil s tem, da ko bo torto prinesel delavcem, da jih je pa to kot kupil. Jaz sem rekel, da ta torta, na skupščini sem rekel, da ta torta ima grenak priokus. Sicer se po mnenju Udoviča stvari pod zdajšnjo upravo izboljšujejo. Jaz mislim, da ja, ne, da se in bo treba čim še več.
To je pa veliko sodelovanja med, veste, tako rečejo v vojski, ne? Vojsko ne dobijo generali, ampak oficirji, podoficirji to. To se pravi, vodje sektorjev, do delovodij, do delavcev, to mora biti kot družina, nastopa to, kar sem v začetku tudi povedal. Na koncu smo končali zmeno, smo končali v baru, recimo, ne. In to je tudi to, tega manjka, ampak je pa nekaj, ne, to je pa toliko tudi razvoj, toliko ljudi, da to težko pa vzdrževati take družine, ne moreš. Je pa kljub vsem težavam v preteklosti Luka, po mnenju Viktorja Udoviča, še vedno eno boljših podjetij in verjetno najboljši delodajalec, kar se tiče delovnih pogojev. Ob tem pa še opozori, da bo tako verjetno ostalo, če le ne bodo prevladali kratkoročni politični interesi nad strateškimi. Ja, v vsakem primeru, ne, to jaz lahko rečem, da v Sloveniji je še zmeraj ena najboljših firm in tudi perspektivna, samo je treba to vzdrževati in ne posegati v to, kar se danes dela. Jutri se bo menjala oblast, morali iti, drugi pridejo, kome se naučijo, kome zalaufa, spet novo in to ne gre.